Ne morem verjeti, da bo znani vedeževalec naš sosed. Ja, jaz tudi komaj verjamem. Kdaj pride? Ja, ne vem, zdaj bi moral biti že tu. Vsaj tak mi je hišnik rekel. Ja, samo hišnik. On lahko laže. Ja, za verjeti mu glih ni, to imaš prav. Samo poštar mi je enako rekel. Poštaš? On nem laže. Malo nor je, ampak laže nem. Kdaj pride? Ja, pa ne vem, no, kaj me dela živčna, jaz tudi komaj čakam. Ja, jaz tudi nervozno sem. Pš, hej, nekdo prihaja. Dober dan! Vi ste? Ja, vi ste. Ste vi? Ne vem, čem še dolgo, ampak mislim, da sem. Vedela sem, da ste vi. Ja, samo na televiziji už malo bolj ste veliki. Ja, veste, televizija zmeri par kil gor nabijene. Zato pa zvezdniki redno hujšejo. Jaz sicer ne, meni ni treba. Vam ni treba, ja. Ja, pa kaj delate tu pri nas? V selu se bom, veste, ja, pa sem si prišel stavanje malo pogledati, veste. Ampak si ne bi mislil... Da boste prerokovali. Ja, dobro, no, prerokoval, mogoče malo kasneje, ampak najprej se pa v selu, veste. Ne, najprej prerokovali, potem uselili. Poslušajte, odkje pa ste vi doma, glede na vaš naglas? To nam pomembno zdaj. Načka niža. Samo zdaj pomembno, da vi prerokujete nam. Mađarka ste? A veste, da še nikoli nisem prerokoval... Niste še prerokovali Mađarki, zdaj imate priložnost. Ja, tudi Mađarki nisem, ampak mislil sem, nikoli še nisem prerokoval med selitvijo. No, zdaj imate priložnost, prvič, da to napravite. Ja, dobro, vidim, da ne boste odnehali. Torej, kako boste pol? Vsaka posebej ali skupaj? Posebej. Kako zdaj? Posebej ali skupaj? Jaz nimam čisto nič proti, da obema naenkrat. Ne, jaz nem hotla tako. Ona nem diskretno. Lepo vas prosim, ljube gospedice, se zmeniti, ker jaz nimam dosti časa. Dobro, bom jaz prva, ti pa lepo doma počakaj. Pa zakaj jaz čakala? Ker sem jaz že doma. Počakaj, ko končavate, pokličeva. Tako najboljše. Ja, no. Najboljše. 5 minut dam vam. Potem pridem. Se opravičujem. Kulturne razlike so to, veste. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To nad dopustom za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebajska stvari, to ti posodi jajček ali pa. svečega vrnju, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začejo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Bova začela? Ja, nujno, gospa, nujno. Dajte mi prosim povedati eno številko, gospa. Aha, okej. Ne morem verjeti, taki slavni vedeževalec pripelje doma s temi paprikaš mi prerokuje.
eno številko, če lahko poveste, TV Paprika Show. Okay, ja, pardon. Okay, 7? 7. Čudovito, to je božja številka. Okay. Čudovito. 7, ja. Ja, fino, krasno, no, ja, dobro, v redu, no, kaj sem čok, ja. Kaj? Ja, Kaj to pomeni? ja, to pomeni, gospa, veste kaj, jaz bi rekel, poglejte, nič hudega ni to, veste, nič hudega ni to, a se vi mogoče, gospa, s trgovino ukvarjate? Kako ste vedeli? Ja, zato, ker sem vedeževalec. Kako sem neumna, pardon, ja. Ja, kaj je s trgovino? No, poglejte, gospa, tlele v prvi karti vam vstopa sonce, v ta zadnji pa vdova. Ja? No, in ta vdova se v drugi ozira nazaj na luno. O, Jezus! Kaj to pomeni? To pomeni, gospa, da morate biti zelo pazljivi v vašem poslu in to predvsem v vezi z denarjem. Veste? Zato, ker je nizka gospodarska rast, kar se pa lepo vidi tlele v teli luni tukaj. Pa na 24 ur tudi. Ja, tudi ja. Predvsem morate biti zelo previdni v vaših naložbah. O, pa ne zdaj, resno? Ja. Ravno sem htela kupiti novo zalogo pili za trdo kožo. Ja, veste, ampak nevesta v tretji karti opozarja, da morate biti torej, kot že rečeno, zelo previdni v naložbah, ker morate prehraniti čim več denarja. Ne, Čim več denarja. jaz tak vedno šparam. Samo zakaj pa moram zdaj še toliko bolj? To pa zato, ljuba gospa, ker Jupiter v četrti karti govori, da ne smete nič kupovati, da morate tudi tisto, kar imate, vse vrniti nazaj dobavitelju, pa doma se morate ravnati, kada je vojna, pa vse stvari morate zreducirati na minimum. Tak. Ko je to? Servus. Pa kaj si ti že tu, se še niti 2 minuti ni minilo? No, sej midva sva že končala, midva sva že gotova. No, Ja. super, potem pa. Ja. Kar. Ja, že grem, že hitim. Že grem, ja, nasvidenje, no. Ja, Torej, nasvidenje. zreducirajte do minimuma, ja, lepo se vejte. Hvala. O, Jezus. Poglejte, gospa, vam se tlele v drugi karti križa biserna kočija z luno. Te dve se tle prekrivata, veste. V tretji imate pa kronano kačo. Krona, koča, Ja. kaj to pomeni? Ja, po mađarsk pa ne vem, kako se to reče. Ne po mađarski, po vedeževalski. Ja, se sem se hecal, no. Po vedeževalski plati pa to pomeni, da morate svoje življenje vnesti čim več barv. Barve. Ja. Ja, barve, igen. No, pa na medsosedske odnose oziroma na medosebne odnose, pa tudi na medsosedske morate zelo paziti, kar pa govori vdovec v četrti karti, pa meč navzgor v sedmi. Meč navzgor. Ja. Kaj to pomeni? Nič hudega, ker meč navzdol je veliko hujš. To pomeni, da morate pač izboljšati odnose z okolico. Odnose z okolico, kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da morate biti malo bolj prijazni z vsemi okoli sebe, se pravi s prijatelji, znanci, z možem, če ga imate, a ne da. Jo, pa to težko bo. Jaz temperament A imam. mislite, da bo težko? Ja, to težko. Kaj, če ne mram to sta ta stvar? Ja, veste kaj, boste mogli pa sprijazniti z posledicami. Ja, veste, bojo pa določene posledice, ja. Kakšne posledice? Ja, zelo različne, pa nepredvidljive. Ja, veste, lahko, recimo, lahko vam pogine pes. A to ne mre. Bundaško mrtev že je. A bondečko je pa mrtev, ja, Ja. moje so žalje. No, pol pa recimo, ko pa vem, lahko zgubite službo. Ampak to vam ne bi priporočil v teh časih, veste? Ja, to nam dobro bilo bi. Dobro, ja. Zapomnila sem. Ja. Veliko barve. Tako. Pa prijazno z vsemi. Z vsemi. Ja. Super, dober, no, zmenjena. No, upajmo, da bo naša Silvica Špeh
našla svojo srečo, vi pa pokličite na številko 90 3689 12 1/5 in pokukali bomo tudi v vašo prihodnost, v modri sobi. Pa Tanja čaka vas, da pobrska tudi po vaši preteklosti. Ne. Ja. Ne. Ali ja. Ja. Castellanori, to ste vi. Dani, to ste vi. Jaz sam ne me teps. Ne me teps, Hoče vas tepst, ne. Jaz vam nisem nič napačno povedal. Ne, nič. Nič me ne tepst. Samo me včipnite. Uščipnjeno, za koga pa? Ja, kako za koga pa? Jaz za toga pa, ko bom videl, da ne sanjam. Ali pa nisem padel v mali ekran. Niste vi kamer padel, meni se zdi, ste vi na glavo padel. Ja, dobro, eno parkrat, samo še vedno čakam. Da me všipnete. Kako ne vas uščipnem, če vam pa te roke dela? Ja, kako? V nos, ne? Kako? Ja. Ja, Kočanor, prosti, pa dobro vneje, pa dobro kosti. Ja, res. Ne sanjam, joj. A sanjate? A sanjate? Samo malo počakajte. Povejte, sir? Sir. Tak, zdaj pa klobasa. Klobasa. Super. Zdaj pa filena paprika. Paprika. Super. Joj, Kočanor, vi ste. Dobro, pa jaz vas. Joj, res ste vi. Ja, in kaj zdaj? Joj, Dani, nič. Veste, da jaz tudi včasih vidim v prihodnost. Bešteno. Ja. In veste, kaj zdaj vidim? Koga vidite? Vas po mene prišanke. Ja? Seveda. Madonna, se sem res že en. Ja, pridite. Boste videli, kaj mislim. Res ste vi, Dani. Pri teh babak sem čist dehidriral. Ja, absolutno. Peva. Ja. Najboljše, to ste pa dobro povedal. Ja, absolutno. Pa dobro povedal. Dani. Pa ste se, če ste se zmotil. On je, res je on. Jo. Lepo je biti sosed. No, gospod Dani, kaj sem ti rekel? Beno, odlično si videl v prihodnost, moram reči, in sem zelo presenečen. Ampak moram te tudi razočarati, ker bi se mogel zdaj le počasi posloviti, jaz, veš. Ojo, to? Ja, ker se moram seliti, veš. Nič najlepša hvala, ne? Ja, Še tudi tebi enkrat. hvala, ne. Čakajte še malo. Evo, tam prihaja moj najboljši prijatelj Ivo, da še njega spoznate. Saj veš, kaj mislim. Evo. Beno, kaj si me klical zdaj? Čakaj malo, Ivo, kaj si me klical zdaj? Poglej! Ja. Kaj ja? Ja, kaj je? Ja, pa ko ste jo fuknjamo. Gospod Dani, jaz se tako opravičujem. Jaz se bom v ta beton pogrezlo noter, ker vas ni moj najboljši prijatelj prepoznal. A ste tako velika televizijska zvezda. Ja, to je jo Dani. Dani. Sej to ni nič hudega, veste, sej jaz sem navajen. Meni se večkrat zgodi, da me v celem letu kakšnih 5 do 6 ljudi sam prepozna, ne, sej to ni. A, res? Rasti. Kaj moremo, prostite, veste, pri nas doma večino časa gledamo mađarske televizijske programe. Ja, to je pa res. A to je pa zanimivo, a veste, meni se tako dozdeva, da je v tem le vašem bloku sedež mađarske manjšinske skupnosti. Ne. Mađarske manjšine? Ne. A ne, se pa, v bistvu sem se šalil, no. Ajo, mislite... Šala je bila. Ajo, šala, to mislite, da ste povedali
šalo, vic, hec, podagovščino, dovtip. Ja, Ja, kaj rečeš? Ja, veste, tako je, ja. Ja. Ja, namreč eno Mađarko sem srečal pred kratkim, veste. Ampak tako, da je ta vidva, da na ta mislila, moje oddaje s simultanim prevodom se že 6 let predvajajo na mađarski televiziji. Seveda, ja. Res, ja. No, tudi jaz nisem prej rekel, da gledam mađarsko televizijo, ne, seveda, iz osebnih razlogov se raje izognem, kaj ne, pa tudi zaradi jezikovnih in programskih vsebin, kaj ne. Ja, kadar moja soproga gleda televizijo, potem pač to pomeni drugačno pot, a ne, in usoda takrat hoče, da si ogledam tekme pri prijatelju ali pa tukaj, kaj ne. Ja, veste, tukaj imajo ogromno veliki dipt screen. Ja, veste, ampak jaz na vašem mestu ne bi bil nezadovoljen, veste, ker usoda je pač usoda, a veste, tako je, jaz to marsikomu povem, ki me pokliče s kakšno neozdravljivo boleznijo, ja. Usoda je pač usoda, ja. No, jaz tudi težko osebno in nasplošno prenašam zgodbe o usodah drugih ljudi. Ja, a vaša usoda vas pa ne zanima? Moja usoda? Ja. Zakaj le? Ja, pa da zvem, da imam tudi jaz kakšno redko tekočo bolezen. Vse res, fante, a vam vržem ene tako usluga za uslugo, a veste, tako na hiter, ki pa moram jeti, ki se moram sve. Kaj res, gospod Dani, kaj bi lahko meni tudi vrgli, prosim? Seveda. Ja, kaj jaz vem, jaz zdaj ne bi metal. Kaj metal? Ja, kart? Jo, Ivo, pa to ne bomo kartali, ti hebel. Jo, to so take prerokovalničke karte za prerokovanje. Ja. Z njimi lahko vidiš usodo. Da vidiš, Ja, kaj pa te? potem pa vedežujmo. A vržem kar obema hkrati? Jo, dajte, obema vrste pa Ja, pa dajte kar naenkrat obema. Da hitreje gre skozi. Ja, prav. No, Beno, gospod Segedin, Ja, Sagadin, samo to zdaj nima veze. Aha, Sagadin. Povejte mi eno številko od 1 do 9. Od 1 do 9 je... 8. 8. Kaj pa vi, gospod Ivo? 8. Tudi 8, super. Torej, 8. 8. Ja. Ja, gospod Beno, vam tlele v drugi karti vam pride odhod, pa devico imate pa v 8, ja, oziroma v 7 karti. Ja, gospod Beno, a se vi mogoče z lovom ukvarjate? Kako ste ti ja malo mislim, nore. Kako ste te vedel? Jo, seveda. Ja, Beno, kaj ne bo vedel, če je vedeževalec, pa... Jo, seveda. Njaj ga zdaj sredi seans. Pardon. Ja, vidite, gospod Beno, vam se bo življenje zelo spremenil, v bistvu lahko se vam zelo spremeni, no, tako v materialnem smislu, a veste, pa polje vašega interesa se bo podražilo. Ja. Ne. Ja. Ne razumem. Kaj pa je polje mojega interesa? Ja, to morate pa vi vedeti. Ja, seveda, ja. To moram jaz pač pol vedeti, ne? Ja. Mogoče to. Zdaj, zadnje čase tako malo razmišljam, ko imam čas, ne, da bi financiral vse, kar imam v nagačence. Mislim, v tiste nafilane, crknjene živali, ne? Mogoče to po smislu, ko sem čul, da se v Italiji to fajn prodaja, pa je pravi hit, da bi pol prek v Italijo to jaz prodal. Pa tak je, če je mogoče to... Ja, če je hit, pol nimate kaj izgubiti, pol je lahko sam profit. A veste, ne. Hit, profit, pa nimam kaj izgubiti. Gospod Dani, vi ste pravi pesniki. Skoraj tako vili resniki. Ja, hvala lepa, sem zelo počaščen. Ja, prosim. Ja, zdaj pa še vi, Ivo, no, ker pa moram pa res jeti, ne. Ja, kar. Torej, pogledajte, vi imate pa luno v drugi karti, pa žezlo navzdol v 5. Ja, nič hujžga, nič tazga ni, no, nič hujžga, no, pravim, nič hujžga, ja. Ja, pravite, nič hujšega? Ne. Hudo pa je, a ne? Kje pa? Edin tlele, tale zaprta piramida v prvi karti mi pa govori, veste, da vi stvari preveč vsebno držite. Veste, vi morate vsakmu človeku, ki ga srečate, vse takoj povedati direkt v ksiht, veste, kar mu gre, pa so te veliko bolj počutil, ja. Tako, direkt, a ste s kom mogoče nezadovoljni? Ja,
Sem Beno. Sej imam rad. Kaj? Ja, krasno, ne, vse vam gre. Lepo vam gre. Ja, fino, no. Ja, fantje, super ste, no, jaz vas vam zelo rad, ne, krasno, hvala lepa, ker ste me povabili na pijačo, no, ampak zdaj pa moram imeti, ker se moram seliti, no. Ja, hvala lepa. Nasvidenje, lepo se imejte. Hvala, gospod Deni, tudi vam, ja, hvala lepa. Ja. Ja, kaj? Deni nam je vrgel, juj, pravi Deni je bil tu. Fanta, vem, da motim, ampak veste, kaj je tole videževanje iz kart, ne, to je brez zamere čisti amaterizem. Sem te pa ja videl. No. Vem, da je to Deni. Veš kaj, moja žena je enkrat gledala eno njegovo oddajo, ne, pa je rekel, da naj, če hoče biti srečna, da naj se loči od mene. Ja, kaj zdaj, a je sreča? Kje pa, ostala je slišal z bazenom in dvema avtom. Kako si lahko srečen, veš, koliko je to dela? Ja, no, to ima res, ja. Ja, to imate res. Zato si pa jaz nočem narediti bazena v mojem antrije. Pa tudi avta nimam. Veš, kako sem srečen? Veš, kaj je pravo videževanje? Iz dlani. Za 10 evrov. Evo, daj mi 10 evrov, ti povem. Ne me boš gledal, ne me boš zdaj... Ne, ti svojo dlan glej. A ne? Ja, bom jaz plačeval po 10 evrov za gledanje v dlan. Kakšne, bi rekel človek. Idi zdaj, ja. Pogledal kakšne črte. Zato si pa hišnik, ko si tak pameten. Ja, daj, Beno, no, zdaj pusti ga pri miru. Kaj bova zdaj? Ja, ne vem. Jaz to do konca spijem, pol pa grem domov, pa bom malo prešaltal v televizor. Pol pa, kaj ti jaz vem, kakega patriota še nagnem. Pol pa že itak žuža kaj cvilila, pa take... Beno, kaj bova glede prerokbe? A ja, to, ja. Veš, jaz sem zdaj malo tako vmes razmišljal, ne? Pa sem mislil, da bi bilo mogoče vreje, če bi jaz z naše lovske blagajne vzel kaj denarja, pa z mojih vseh lovskih štumfov, pa vse to vložil v nagačence. Hop, v Italijo. Pa take. Se slišal, kaj je rekel Deni? Da moram vložiti pa vlagati. Ja, zakaj pa vse? Ja, zakaj? Zato, ko se splača, ne? Ja. Ja, kaj ti češ? Dobro, jaz samo ne vem, kaj bi pa jaz lahko naredil kaj takega, da bi zaslužil. Ivo, ti moraš samo biti, kaj ti je rekel gospod Deni? Ti moraš biti samo odpret, pa vse povedati, kaj ti gre, ne? Ja, tebi oprosti, ampak nič ni od biznisa govoril, da bi lahko kaj zaslužil, ne? Ja, to je de facto res. Da, saj imam vsega, imam preveč v sebi. Samo vundaj, jo, vundaj. Pa bo. Ja. Jaz bom pa še malo note tam živeli. Ja, razumel, ja. No, razumem. Dobro, mi daj. Lepo je biti sosed. Evo, tu smo mi doma. Petručka. Zdravo. Ti si doma? Jaz sem. Kako pa ti imaš inventuro? Ja, ne ravno. Ker sem se malo zakalkulirala, pa samo to, takoj bom nazaj. Ja, vri. Kostjanol.
Joj, pa ne zdaj. Zakaj mi vedno greš crknit, ko je kaj zanimivega na sporedi? Joj. Ti si še nazaj? Ja, samo sem sodelavki robo v avto vrnila. Aha. Čakaj malo, koliko sodelavki vrnila v avto robo? Žuža, naj te jaz spomnim, da ti prodajaš te visoko kvalitetne izdelke, veš? Ne pa vračaš sodelavkam. Mucek, dan danes se denar splača vezati na banko, ne pa ga vladati v produkte. Sem prepričana. Aha, no, dobro, pustimo zdaj to. In zdaj te jaz sprašam, koliko to, ko je crknil televizor, katerega ti sploh nisi pokvarila? Kaj je crknila? Čakaj. Da nisi spet nacionalke gledala, pol pa... Bero, ne me žalit, prosim lepo, ti dobro veš, da jaz nikoli ne gledam nacionalke. Poleg tega televizija dela. Na varčevalno vtičnico sem jo preklopila. Dela samo vsako drugo uro, ko pa je nočni tok, pa celi čas. Žužika, pa kaj si malo... Mislim, nora, mislim... Saj veš, kaj mislim. Zakaj pa? Varčevanje, Mucek, varčevanje! Vojno stanje! Žužika, tebe je nekaj obsedlo. Zdaj, ko se vsi derajo, da je treba zapravljati pa vladati, zato, da bo recesija manjša, ti pa take. Ja, ti kar verjemi vsem, ja. Imam jaz informacijo z pravega vira. Ziher, ja. Kaj to? Aj, nič, Žužika, nič, noči ti pravim, nič, pa kaj za... Kaj nisi ti že nehal s tem? Dobro, pomiri se. No, jaz točno vem, kaj delam, veš? Res? Odkar te poznam, nimaš pojma, za kaj gre, zdaj pa naenkrat veš, kaj delaš. Ne morem verjeti. Jaz sem še žarice vse ven pobrala, da bi šparala. Ti pa te crkote ne kupuješ. Nagačenci se jim reče. Veš, in oprosti, ampak to je zdaj, ta moment, edina prava naložba na vseh lovskih borzah. Odkot pa tebi ta podatek? Odkot pa tebi pravi vir? Knedl. Baba. Prosim. Nič, hec, šala, potegavščina, dovtip. Valóban akkor halt meg a mamát, de itt a gyerekeimmel talán azt Servus. O, Silvika, kaj je zdaj to? Imam občutke, kot da sem v mehiški nanizanki. Malo okrasila sem. Ja, jaz pa sem mislil, da sva z Benotom pregloboko pogledala v kozarec. Ne, samo tako, da lepše je, ne? Ja. Jo, Kaj je zdaj to, ta dekoracija? nam všeč ti? Kaj mi ne bo všeč? Ja, mi je že všeč, samo... Jaz ne vidim do ekrana. Nem problem, popravim jaz to stvar. Tako to je, tako to je. No, dobro. Ja, dobro. Boljše. No ja, sedemo. V bistvu mi ni všeč. Čemu zdaj ta dekoracija? Nem problem, dam stran. Res deluje. Vedeževalec je imel prav, povej vsem, kar jim gre. No, vidiš, pospravljeno je. V redu ta stvar? Ja, to je že v redu. Samo se... Kaj? Kaj nem v redu? To, da gledava mačarske programe, to pa ni v redu.
Ne morem verjeti, da res deluje. Vse moraš dati iz sebe, vse. Kaj govori? Vse, tudi to, da Silvika, ti slabo kuhaš. Kaj? Zdaj ta stvar dovolj je! Ne bom držala več ta stvar! Kaj ne boš zdržala, Silvika, pa... Samo ne posiljuj me več s tem tvojim papahom. Erika, še no, ker mi gre na zelo... Veš kaj, ti pisok! Jaz trudim se ti vsaki dan. Pa je šla prerogba po gobe. Kakšna prerogba? Kaj ti pri Doni bil si? Ja, sem bil pri vedeževalcu. Ja, kaj je? Mi je rekel, da moram vsem povedati, kar jim gre. Beno tu je pa rekel, da mora čim več denarja vložiti v posel. Jaz tudi bila pri Doni. Pa mi rekla je, da moram unesti barve v svoje življenje, pa da moram biti prijazna do svojih bližnjih. Pa Žuži tudi prerokoval, ja. Je rekla, da Žuža, da mora pustiti ta posel, pa da mora šporati. A da obema je prerokoval? Ja, Ivan. Aha. No ja, Silvika, to pa meni postaja malo sumljivo. Stvari postajajo kontraindikatorne. Veš kaj? Grem jaz do Benota. Barve. Kolorji. Ištene. Ja, jaz se iskreno opravičujem za svoje napačne prerokbe in obljubim, da se to ne bo več ponovilo. Gospod Deni, veste, kaj mene zanima? Kako je to možno? Kako je to možno, da taki slavni vedeževalec, ko na televiziji nastopa, ko vi nedvomno ste, kako se lahko zmotite? Ja, to tudi mene zanima. No, saj nas vse, a ne? Ja, veste kaj, jaz sem bil pod presijo selitve. Veste, jaz sem prej pri mam živel. Zdaj se pa selim prvič v življenju in bom tudi prvič v življenju sam živel. Ja, veste, in to mene tako žre in tako me deprimirali, da enostavno sem malo slab karte premešal, gospodoma sem pa tako prerokoval pod vplivom alkohola. No, jaz vas čisto razumem, se vem, tako mislim, ne? Zato, kako sem jaz pod vplivom alkohola, še posebej patriota, ne, vse v resnici povem. V glavnem, Jaz sem zdaj... mi bi reklamirali celo zadevo. Ja, pravilno, se strinjam, lahko pa ponovim skupinsko. Joj, nam skupin. Silvika, pa kaj ne, dosaj celo navajni na svingerstvo. No, dobro, potem pa. A je, to je tudi skupinsko. Ja, no, tele imamo zdaj tihle 16 kart, ne. Ja, fino, ja, čudovito, ja. Samo malo, kaj pa to pomeni, to fino, ja, čudovito? Ja, to pomeni, da bo vaše življenje potekalo normalno, tako kot zdaj, po starem, brez ne vem kakšnih globih sprememb, ne, saj zaenkrat, ne. No, sigurno to bo, ja. Čakajte. Tele karte pa nisem videl. Tale karta pa vse spremeni, a veste? Tole je pa zelo slabo znamenje, vam moram kar zdajle povedati, tako da boste mogli zelo paziti v bodoče v življenju. To je namreč tako imenovana potrta vdova. Poderta vdova? Ja, ni poderta, potrta. Ja, kaj pomeni? In to pomeni povečanje obče ali osebne katastrofe. Katastrofa? Ja. Katastrofe? Ja. Če bo katastrofa, to bo prava katastrofa. Lepo je biti sosed. Zdaj, meni da... Sanjan,
Hej, ja. Silvika, kam odhajaš? Na toalet. Ne hodi sama, se ti lahko kaj zgodi. Ja, Dani je to reklo, ja. Z mano grej. No pa pojdem s tabo, ampak samo do vrat, da te kdo ne prime za vrat. Ja. Švijok. Kaj ti to imaš na glavo? Kaj le? Zaščitna očala. Kaj, če televizija eksplodira? Ja, točno. Katastrofa, kot oni reklo je. Ja. Kaj to na televiziju še? Ja, kaj le, kdo je? Dani, no, ta zvezda. Že daj tiho bodi, no, prerokuje. Ne upam ga ven potegniti. Nič se ne boji, Žuža, ga bom jaz ven vzel. Kaj pa imaš ti na glavi? Ja, kaj? Zaščito za klobuk, ne? Ja, kak je on met odpade, ne? Čakaj! Ja, si? Okej, sem. Juj. Si? Ne, čakaj. Sem. Juj, čakaj. Dobre, ni me streslo, ni me vbilo, ti si vrede? Ja. Kostjo mi. Mene bo to bilo belo, ta prerokba, razumeš? Jaz ne morem tako živeti, samo čakam na to katastrofo. Ja. Kaj ti patriota stramljivaš? Ja. Bil je odprt, pa se je zluftal, kot je zastrupljen, saj veš? Ja. Prerung bo pa to. Zvoni. Zaveno, Žuža. Kaj, a ne gledata denja po televiziji? Ne, zakaj? Noben od teh, ki kličejo, noben nima katastrofe, no, povedane. Dajmo požgati. Ja. Ocena ostala ista, na kar jasno kaže Krokar v sedmi hiši. Poglejte, gospa, torej bolezen, smrt, toča, ogenj se bosta v naslednjih 10 letih izognila vaši hiši. Vaš mož se bo na novo poročil, sin bo šel v Ameriko, hčerka bo naredila izpit za avto. Imamo pa še klic iz Logatca, Minka, ja, kaj vas zanima? A ljubezen pa bolezen, bomo pogledali, ja? Ja, res je. Vsi imajo srečne in uspešne napovedi. Ja, čisto drugačne od naših. Hej, kaj pa če bi še mi poklicali na televizijo, mogoče bomo mi zdaj dobili boljšo prerokbo. Rečeno, storjeno. Kar nam jasno kaže na vdevici. Evo. To je bolj potiho, da ne bo prišlo do tiste makrofonije. Mislim to, da ne bo tulilo pa cvililo pa take, še veš. 0, 9, 0.
Dober dan! Ja. Aha, televizija? Ja, ne, oprostite, gospod Dani, še... Kaj? Dani. Ja, gospod Dani. Ja, kaj? To zdaj vas ne razumem. Luno imamo v sonce. Kje ste ti to videli? Kaj? Da se nam odpira sonček? Ne. V 9. hiši smo. Ne. Ja, na ulici Srečka Katanca smo mi. 2, ja. A ja, to so karte. Ja, jaz sem mislil, da naš naslov rabite za... Ja. Se pravi, ne bo katastrofe. Ja, najlepše hvala, gospod Dani. Ja, hvala. Adijo, pa take. Adijo. Ste slišali? Ne bo katastrofe. Zdaj pa je lahko dal dobro napoved. Ja, končno, lahko normalno živimo. Ja, tako so rekli po televiziji, ne? Kaj rečeš, televizija je televizija. Televizija nikoli ne laže. Pa to. Zdaj pa lahko damo malo bolj na glas. Ja, daj, ko vidimo, kaj še mojo. Zaradi manjše invalidnosti ga boste še vedno imeli radi, ker je sej sin je sin, ne gospa, mama je pa mama. Kaj je to, Beno? Čutiš? Ja, nekaj malega čutim, ja. Nič se ne boj, Žužika, vse je vre. To ziher, ta naš bodi runža, kako mlado. Se veš, kaj mislimo, ne? Ja. Pa to. Silvika, imam občutke, da gre za seizmološki pojav. Kaj? Da gre za potres. Kaj pa, če je bil potres? Ne, lepo te prosim, Žužika. No, potres je katastrofa, ne? No, vidiš tisti Deni z televizije pa je rekel, da nobene katastrofe ne bo. Ja, res je. Jaz mislim, da se v takšnem primeru še vedno hodi pod vratne podboje. Ivan, ti pozabil si, kaj Dani reklo je. Nobena katastrofa nam bo. Televizijo už ne mlože. Silvika! Kaj je zdaj? Čelada! Pak ne bo! 500 šilingov je bil! Jaz ti govorim! Daj pa podboje! Katja! Kostjanor! To pa je prava katastrofa! Vedeževalec je imel prav. Kaj? Kako je imel prav? Na televiziji je rekel, da ne bo katastrof. Ja, Žuža, ti preveč verjameš temu, kar govorijo po televiziji. On nam je v živo povedal, da katastrofa bo. Ja, res, ja. V živo malo zgleda bolj prav. Kaj se je pa spet vam zgodilo? Kaj? Kaj, ne? Smo imeli potres. Ja. Potres. Seveda. Aha, potres, ja. Ja, kaj? Kaj je? Smo imeli najmanj 6-8 po Richterjevi. Ja. Kakšen potres? Čakaj. Joj, ta katastrofa samo na nas dela. Mater mu deni, veš? Drugič raje meni zaupajte, pa vam bom jaz prerokoval iz dlani za 10 evrov. Saj ne pa vedel. Bi rad videl za 10 evrov. Ti, kako je? A ste podrli tisto predeljno steno? Ja, konstruktivno steno podrli. Super. Se pravi, da bo zdaj vedeževalec večje stanovanje.